Na Višji strokovni šoli Tehniškega šolskega centra Kranj imamo 3 izobraževalne programe višješolskega študija. Najstarejši program je program mehatronike, ki je na naši šoli že zelo dobro vpeljan. Ravno tako smo zelo zadovoljni z našimi diplomanti, ki so že končali ta naš študij in so sedaj že zaposleni. Poleg tega imamo še program informatike in program, najnovejši program elektroenergetike, ki se nam je šele pravkar pridružil. V vse programe se lahko vpišejo dijaki, ki zaključijo maturo, splošno ali pa poklicno maturo. Tisti, ki so pa že dalj časa v službi, pa morajo imeti opravljen delovodski ali pa kak podoben izpit in opravijo preverjanje znanja. Mehatronika je zlitje znanj iz področja elektrotehnike, strojništva in pa informatike. In sicer za predmet svojega ukvarjanja ima mehatronske sisteme, kot je recimo tak. To so predvsem kakšne avtomatizirane linije, robotske celice in pa stroji, ki imajo tako mehanski del kot pnevmatski in električni del, ter končno tudi krmilnike in računalnike. Na naši šoli težimo k praktičnemu usmerjenemu izobraževanju, zato imamo odlično opremljene laboratorije z vso najsodobnejšo opremo. Tako kot recimo na tem modelu neke praktične linije imamo industrijske krmilnike, cilindre in pa vso drugo opremo, ki jo sreča študent pri svojem delu. Tako da je neposredno zaposljiv in pripravljen za delo v industriji. V tem laboratoriju se študenti spoznajo z osnovami mehatronskih sistemov, se naučijo programirati industrijske krmilnike, parametrizirati frekvenčne regulatorje, poganjati motorske sklope in pogone, ter končno tudi krmilnike gibanja in osi. Drug sklop laboratorijskih vaj temelji na programiranju v programskem okolju LabVIEW, od začetnih tečajev pa do bolj zahtevnih programskih tehnik, programiranja vision sistemov in pa krmilnikov gibanja. V tretjem sklopu pa se študentje naučijo tudi dela z robotom, njegovega programiranja, konfiguriranja in pa konstruiranja robotske celice. Študij mehatronike na Tehniškem šolskem centru na Višji šoli za mehatroniko začnemo pri predmetu sistemi mehatronike s študijem pnevmatike, hidravlike, elektronike in pa osnov programabilnih logičnih krmilnikov. Pri osnovah mehatronike študenti spoznajo osnove fluidne tehnike, to je pnevmatika in hidravlika, spoznajo osnovne gradnike, kot je primer dvosmernega cilindra pnevmatskega oziroma hidravličnega, potem je primer pnevmatske mišice, ki deluje z vlečno silo, potem imamo primer zasučnega pnevmatskega cilindra. Pri pnevmatiki in hidravliki spoznajo tudi osnove elektronike, to se pravi relejska krmilja, ki se pa potem nadaljujejo v osnove krmilnikov. To je PLC, programirani logični krmilnik. Torej, tukaj pa študent spozna osnove programiranja in pa potem povezavo krmilnika s strojem oziroma z napravo. Rezultat študija oziroma rezultat dela študentov, diplomska naloga oziroma seminarska naloga, pa je nek izdelek, torej zaključena celota, v kateri imamo tako osnove pnevmatike, torej
pnevmatske cilindre, osnove krmiljenja in pa osnove programiranja krmilnikov. Pri študiju spoznajo tako teoretične osnove, kot izvajajo tudi praktične vaje, katerih rezultat je običajno praktični izdelek. Praktični izdelek je tudi rezultat diplomskega dela, pri katerem študent združi vsa znanja, ki jih je pridobil v času študija. Med študijem se študent tudi praktično izobražuje pri delodajalcu, torej v podjetjih oziroma pri obrtnikih. Šola veliko sodeluje tudi s podjetji, tako pri praktičnem izobraževanju študentov, kot tudi pri različnih projektih. Pri takih projektih sodelujemo bodisi profesorji, ki pridobivamo dodatna znanja, bodisi študentje, ki se potem lahko vključijo v dodatno izobraževanje oziroma specializacije in potem lahko tudi dobijo zaposlitev v takem podjetju. Naši diplomanti so zaposljivi na mnogih področjih, prvenstveno v industriji, kjer se ukvarjajo z avtomatizacijo proizvodnje, nadzorom procesov, konstruiranjem in sestavljanjem mehatronskih naprav, vendar so zaposljivi tudi na mnogih drugih področjih, gradbeništvo, kmetijstvo, transport in še mnoga druga. Na Tehniškem šolskem centru Kranj sem šolanje začel že v srednji šoli, in sicer smer elektrotehnik elektronik. Ker sem svoje znanje želel razširiti, sem se vpisal na višjo šolo smer mehatronika. Študij je zelo zanimiv in razgiban. V programu je veliko ur namenjenih praktičnemu delu, ki pa je zelo izpopolnjen z laboratoriji na čelu. Če vas ta smer vsaj malo zanima, je ta šola zagotovo prava izbira. Na naši šoli smo izjemno ponosni tudi na Erasmus univerzitetno listino, ki omogoča tako študentom kot predavateljem mednarodne izmenjave. Vsako leto pripravimo uvodni Erasmus dan, na katerega povabimo tudi strokovnjaka iz tujine, ki predava našim študentom. Poleg tega odidejo lahko naši študenti na praktično izobraževanje v tujino ali pa opravijo v tujini tudi del svojih izobraževalnih obveznosti. Sam sem se udeležil te izmenjave, odšel sem v Nemčijo, kjer sem v podjetju izvajal in izdeloval nove naloge, nove aplikacije, strojne aplikacije, in sem dokazal, da tudi z znanjem, ki sem ga pridobil na naši šoli, sem brez problema opravil naloge, ki so mi jih podali v podjetju, in sem uspešno izdelal transportni sistem, ki sem ga potem tudi prodal v Ameriko. Sam se po zaključku tega izobraževanja vidim v mehatronski smeri, predvsem v proizvodnji avtomatiki. Zelo rad bi bil na osnovi lesarstva, ker imamo doma tudi mizarstvo, tako da bi izdeloval razne stroje za predelavo lesa. Letos je na Višji strokovni šoli Kranj potekala tudi olimpijada poklicev, na katere sem se udeležil. Za samo udeležbo me je predlagal profesor, saj sem se dokaj dobro izkazal tudi pri samem izobraževanju v laboratoriju. Tekmovanje je sklop evropskega tekmovanja Euroskills, katerega se bom tudi udeležil, saj smo na olimpijadi poklicev zmagali. Samo tekmovanje sloni na podlagi takih naprav, avtomatiziranih procesnih linij, katere je potrebno, glede na nalogo, ki jo dobimo, sestaviti, pravilno zvezati, elektronsko in pnevmatsko, ter sprogramirati.
Na smeri informatika študentje v prvem letniku poslušajo strokovno terminologijo v tujem jeziku, potem poslovno komuniciranje in seveda strokovne predmete, kot so programiranje, zbirke podatkov, operacijski sistemi in računalniška omrežja. V drugem letniku pa izberejo smer, ki jim bolj leži, lahko je to sistemska smer, ki vsebuje nadaljevanje operacijskih sistemov in omrežij, pridruži se jim seveda še varnost in zaščita, ali pa smer programska, torej programiranje 2, zbirke podatkov, informacijski sistemi in elektronsko poslovanje. Študij informatike obsega v bistvu vse od osnov računalništva do osnov računalniških omrežij. Naučiš se delati z podatkovnimi bazami, pridobiš znanja iz osnove programiranja, izveš, kako delujejo operacijski sistemi. In kar je najboljše pri tem študiju na tej šoli je to, da dejansko so že predavanja podprta z ogromno vajami in tudi vsak letnik imaš vsaj 3 mesece prakse, kar izjemno pripomore k kvaliteti študija. Trenutno delam prakso v enem podjetju, ki se ukvarja z marketingom in v bistvu mi vsa ta znanja, ki sem jih na tem faksu pridobil, mi precej pomagajo pri izdelavi aplikacije, za katero so me zadolžili, da jo moram narediti. Pa tudi opažam, da v bistvu vsa ta znanja bodo precej pomagala pri iskanju zaposlitve, ker konec koncev bom imel neke reference že, ko pridem iz fakultete. Študentje se udeležujemo tudi tekmovanja višjih šol, kjer v bistvu pridobljena znanja skozi leto uporabimo tudi na tem tekmovanju. Zdaj same priprave so potekale od začetka študijskega leta in pa nekje do decembra, januarja, ko se je to tekmovanje odvijalo. Na tem tekmovanju smo morali postaviti informacijski sistem, kjer je bila ekipa sestavljena iz 3 članov, in sicer iz strokovnjaka za omrežje, za Cisco omrežja, drugi član je skrbel za Linux, strežnike in vse nastavitve. Tretji član je pa skrbel za Windows server oziroma vse, kar je povezano z Windows platformo. Bistvo tega je, da smo imeli realen problem, katerega smo morali rešiti in potem predstaviti naročniku, da bo pač ta sistem vzdržen in primeren za podjetje. V višješolskem programu elektroenergetika v prvem letniku v okviru modula M3 izvajamo predmet električne meritve. Predmet obsega 29 ur predavanj in 40 ur laboratorijskih vaj. Cilj predmeta je, da študenti spoznajo osnove meroslovja in da obvladajo glavne meritve na področju elektroenergetike. Pri meritvah je poudarek na laboratorijskih vajah, saj študenti v parih izvajajo meritve na merjencih. Poleg klasičnih instrumentov uporabljajo tudi namensko merilno opremo in računalnike. V praksi se elektroenergetiki srečajo z različnimi meritvami na področju električnih instalacij, pri izdelavi in vzdrževanju sončnih elektrarn in drugih elektroenergetskih objektov. Višješolski študijski programi so predvsem namenjeni praktičnemu izobraževanju. Kar 400 ur v vsakem letu naši študenti odidejo na prakso k delodajalcem,
Poleg tega pa imajo tudi v rednem izobraževanju, v času rednega izobraževanja na naši šoli, ogromno laboratorijskih vaj na specializirani opremi, ki je enaka opremi v realnem svetu, tako da naši diplomanti, ko se zaposlijo, dejansko lahko takoj začnejo delati. V podjetju sem začel delati že med obvezno prakso. Po dokončanem študiju se mi je ponudila priložnost zaposlitve in to sem seveda sprejel. Na višji šoli sem dobil že osnovna teoretična in praktična znanja, ki pa sem jih potem uspešno vpeljal v naše delo. Naše delo zauzema celoten mehatronski spekter, mehaniko, elektroniko in računalništvo, ki so v CNC strojih še bolj izrazito povezani. Na višji strokovni šoli se tudi izjemno dobro povezujemo z okoljem. Sodelujemo z vsemi enotami Tehniškega šolskega centra Kranj, Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico in Regijsko razvojno agencijo. Poleg tega pripravimo vsako leto kar vrsto promocijskih dejavnosti, kot je sodelovanje na raznih sejmih, strokovni dnevi, informativni dnevi, strokovna predavanja za študente, potem razne seminarje, izvajamo tudi tečaje tujih jezikov in dodatna izobraževanja, strokovna, kot je na primer Cisco Akademija. Končan študij mehatronike, informatike ali elektroenergetike na Višji strokovni šoli Tehniškega šolskega centra Kranj omogoča zaposlitev v gospodarstvu in širše, začetek samostojnega podjetništva, nadaljevanje šolanja na visokem nivoju ali pa šolanje na istem nivoju v drugi stroki. Pravijo, da mora imeti človek v življenju dve stvari. Prva je sreča, to je takrat, ko se človeku ponudi ugodna priložnost. Druga pa je pamet, to pa je takrat, ko človek to ugodno priložnost izkoristi sebi v prid. Mi vam ponujamo priložnost, da se vpišete na Višjo šolo Tehniškega šolskega centra Kranj in s tem izboljšate svoj način življenja, svoje kompetence ter seveda pot v boljšo prihodnost.